Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav na kanalu Televizije AS, kjer v tem sejemskem času sejma Agra za vas pripravljamo oddaje Sejemski utrip. Torej, tokrat smo v naš studio tukaj na sejmu povabili državnega sekretarja, gospoda magistra Dejana Židana, da nam kaj več pove o vlogi Ministrstva za gospodarstvo na tem sejmu tukaj v Gornji Radgoni. Tako da, gospod Židan, lepo pozdravljeni v našem studiu. Dober dan, pa seveda najlepša hvala za povabilo. Kako to, da ste se kot ministrstvo odločili, da boste aktivno sodelovali na tem sejmu tukaj v Gornji Radgoni? Mi želimo, da tudi tisti, ki se ukvarjajo z turizmom, recimo na kmetijah, z prehrano, vedo, da tudi znotraj tega, kaj počne Ministrstvo za gospodarstvo, mi damo na ven vsako leto približno 700 milijonov evrov pomoči slovenskemu gospodarstvu, tega polovica krediti, polovica spodbude, je marsikakšen ukrep, ki lahko koristi tudi tistim, ki proizvajajo hrano ali pa skrbijo za turizem na kmetijah in podobno. In jaz sem vesel, da vedno več ljudi koristi tudi ukrepe Ministrstva za gospodarstvo, zato ker so ti ukrepi na voljo. Torej, Ministrstvo za gospodarstvo je pristojno za celotno gospodarstvo, edino ena izjema je, mi ne smemo zaradi evropske ureditve čistega kmetijstva sofinancirati, pomagati. Vse ostalo pa lahko. Mi v končni fazi smo pristojni tudi za turizem in zato, kolikor se le da, preko naše turistične organizacije pomagamo družinskim kmetijam in ostalim, ki se ukvarjajo s turizmom. Nenazadnje pa smo mi tudi pristojno Ministrstvo za šport. Mi želimo, da se v celi slovenski populaciji, tudi na podeželju, športna telesna aktivnost poveča, ker več aktivnosti pomeni manj bolezni. Kaj dejansko ponujate tukaj obiskovalcem na tem vašem štandu oziroma teh vaših prostorih v hali A? Ja, ti prostori so vedno takšni, da so različne inštitucije našega ministrstva pristojne. Recimo, prisotna je bila javni zavod Planica, kjer so lahko ljudje pogledali, kaj počne ta zavod in tudi virtualno skakali, Nordok center, turistična organizacija, one tiste naše inštitucije, ki skrbijo za financiranje, torej da lahko ljudje vprašajo, kakšno korist lahko dobijo tisti, ki se ukvarjajo z prehrano ali pa za turizmom tudi na pristojnem ministrstvu. In pravim, sem vesel, obisk je velik, ljudje se želijo pogovarjati in jaz verjamem, da bo tudi to pomagalo k stabilizaciji in k nadaljnjemu razvoju slovenskega podeželja. Koliko so tu recimo pomembna ti dve panogi, kmetijstvo in pa gospodarstvo, za nekakšen razvoj Slovenije? Kako to gledate? Mi seveda na gospodarskem ministrstvu kmetijstvo oziroma celotno proizvodnjo hrane gledamo kot pomemben del slovenske gospodarske aktivnosti, ki je bistveno bolj pomemben, kakor se vidi skozi bruto domači proizvod. Namreč tu ne gre samo kakšen odstotek bruto domačega proizvoda kmetijstvo ali pa hrana kot celota prinese, gre za to, da na nekaterih področjih moramo zagotoviti čim večjo varnost. Jasno je, mi želimo biti varni na področju oskrbe z vodo, vse moramo narediti. Mi moramo biti varni pri nekaterih ključnih surovinah, recimo ključne surovine danes so še vedno, in to že velja dosti desetletij, so recimo žita. Vedno bolj ključne surovine postajajo tudi zelenjava in vrtninarstvo v celoti in to pomeni, da je prav, da država dodatna sredstva vlaga in tudi jaz pričakujem, da se bodo v Sloveniji začeli tudi izvajati večji projekti. Ne more biti namreč vse odvisno samo od dobre volje neba. Včasih je suša, včasih je toča, včasih je pa zelo, zelo vroče. Torej, vedno več proizvodnje bo tudi tukaj v kontrolirani atmosferi. Slovenija pa to potrebuje, ker to da dodatno stopnjo varnosti. In nekateri od teh ukrepov lahko tudi pogledajo, ali so za njih na razpolago sredstva tudi na Ministrstvu za gospodarstvo. Kako morda gledate vi to stanje v slovenskem kmetovanju? Saj ste vseeno bivši kmetijski minister, pa morda na te zgodbe, bom rekel, razprodajo te kmetijske srebrnine, ki vemo, kaj se je dogajalo z Panvito, pa s tem, kako vi gledate na te dogodke iz letošnjega leta? Zdaj tu moramo zelo pošteno povedati. Slovenija se je odločila, da je v nekem trenutku slovenski agroživil v veliki meri podarila zadrugam. Zadruge pa so od kmetov. In takrat je bila možnost, da bi se z nekim umnim upravljanjem razvil zelo močen slovenski prehranski sektor v upravljanju kmetov. Jaz se zavedam, da mogoče takrat mene še ni bilo politiki, tudi to so bili neki drugi časi, je verjetno država nekaj spregledala in to je, da zadruge pa tudi ne kmetje niso imeli izkušenj z upravljanjem prehranskih sistemov. In na koncu se je zgodilo, da so svoje premoženje prodali, kar tudi so lahko, ker so bili lastniki, naprej nekim drugim lastnikom. In ti drugi lastniki se do tega premoženja pač obnašajo kot čisto do navadnega zasebnega življenja. Seveda potem kontra vprašanje, a je možno sploh še kaj narediti. Seveda je možno kaj narediti. Zakaj? Zato, ker v bistvu
Prvi korak je seveda zaščita kmetijskih zemljišč. Ta kljub vsemu je v Sloveniji zaščitena in jaz mislim, da zadnjih 10-15 let ni več izgube kmetijskih zemljišč. Uspeli smo v mojem mandatu zaustaviti in potem nekje stabilizirati fond kmetijskih zemljišč. Potem pa je zelo pomembno, še vedno to, kar več čas govorimo, kmetje sami so premali na trgu. Kmetje bodo uspešni, če bodo povezani. Ali so preko zadrug ali kakršnikoli drugih oblik, ni tako zelo pomembno. Morajo biti povezani. Potem pa, ko so povezani, pa nastajajo neke nove proizvodnje, ki tudi v tem trenutku nastajajo. Vse veste, nekatere velike stare firme, Pomurka in podobno, vsi se jih spominjamo z veseljem, ampak to je preteklost. Nastajajo pa neke nove, ki jih mogoče niti ne opazimo. In te nove, ki nastajajo, bodo nekoč tudi mogoče velike, če bodo imeli umno upravljanje. In v tem je tudi upanje za slovensko prehransko verigo. Kaj pa recimo kmet kot gospodarstvenik, ki ima poleg proizvodnje, tiste osnovne proizvodnje, bomo rekel, teh pridelkov, pšenice, koruze, ječmena, buč in tako naprej, kaj bi nekako se gledal tudi tisti, ki potem neke izdelke proizvede, ali so to siri, ali je to morda meso, ali so kakšni drugi izdelki. Kako nekako kmete spodbujati v to smer, da bi šli tudi, da bi postali še bolj nekako kot gospodarstveniki, ki bi nekako neke končne izdelke začeli prodajati. Se mi zdi, da predvsem prek Murjo, se mi zdi, da malo omahujejo ti kmetje. To so vse moje izkušnje, ki jih pač jaz imam. Saj vidite, zlasti mladi kmetje, vendar ne samo mladi, tudi nekateri, ki so že dolgočasni kmetje, se obnašajo do svoje kmetije kot do navadne gospodarske dejavnosti. Taki so seveda bolj uspešni, ker kmetijstvo je tudi gospodarska dejavnost, ker pač karkoli počneš, moraš tako početi, da uvajaš novosti, paziš, da tisto, kar se pač ne splača, prenehaš proizvajati in iščeš neke nove stvari, ki jih proizvajaš. Dejstvo je, da klasične proizvodnje, ker proizvajajo surovino, bodo v Sloveniji vedno manj sploh omogočali preživetje, ker je potrebno vedno več resursa. Saj imamo v Sloveniji tudi nekaj že zelo velikih kmetov, ampak površine so omejene, teh kmetov zelo dosti ne bo. In zato obstoječi kmetje, če želijo ostati v kmetijstvu, poleg tega, da se morajo povezovati, ker bodo zaradi tega bolj uspešni, morajo iskati dodatne priložnosti. Nekateri iščejo in so uspešni v turizmu na kmetijah, nekateri iščejo in so uspešni v predelavi, pa katerikoli. Torej, čim višjo stopnjo produkta predela sam, lažje ga boš prodal z dodano vrednostjo. Zakaj je to pomembno? Kmetija mora ustvariti svoj dobiček, kajti če ga ne bo, dolgoročno ne more obstati. Morda še za zaključek enega pogovora, torej sedaj je že 4. dan sejma, ste si ogledali tudi že, bom rekel, dogajanje na sejmu, kakšni so kaj vaše vtise? Vidim, da zopet se vrača tradicija. V starih časih je veljalo, ko je sejem v Gornji Radgoni, ne bodi zaskrbljen, tudi če je suša, bo dež. Torej, sedaj se je to dogodilo in to mislim, da vsi, ki živimo v Prekmurju, smo navdušeni, ker suša je izjemna v tem trenutku. Drugo, kar je, vidim, da je sejem ponovno živ. Prihajajo dosti ljudi, radovednih ljudi, sprašujejo, po drugi strani pa prihajajo ponudniki idej, opreme, česarkoli, in to je potem ponovno prostor, kjer se lahko pogovarjajo, pa tudi kakšno mogoče dobro zgodbo dogovorijo. Je pa zelo pomembno, da pa sejem obdrži tudi to strokovno plat. Tukaj je bilo jasno, v preteklosti se najbolj pomembne okrogle mize odvijajo, kjer se lahko tudi kakšne pomembne stvari za prihodnost dogodijo. To je pa tisto, kar je pomurski sejem vedno ločevalo od ostalih klasičnih sejmov. Gospod Židan, hvala lepa za obisk našega studia in prihodnjič spet, ko bo kaj zanimivega. Hvala za vabilo in prijeten dan naprej.